To je z moje strani to. Zdaj pa bo besedo in pa vodenje prevzela sodelavka, prav tako psihologinja na naši območni enoti v Mariboru, in sicer Anja Magajna. Anja, izvoli. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Kot me je že napovedala Mateja, sem Anja Magajna, psihologinja na naši območni enoti in bom danes prevzela moderiranje tega drugega dela našega strokovnega srečanja ob obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja. In v njem bomo v bistvu se posvetili malo temu našemu regijskemu vidiku, torej govorili bomo z 3 sogovornicami, ki delajo na področju oziroma ki se srečujejo z področjem varovanja duševnega zdravja v našem lokalnem okolju. Preden pa nadaljujemo z vsebinskim delom, bi vas še enkrat povabila k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika tega današnjega srečanja. Link do te ankete evalvacijske bo prav tako deljen v chatu, tako da vas tekom tega zadnjega dela prosimo še za vaše mnenje o današnjem srečanju. Tako, kot sem že rekla, v tem delu smo povabili k sodelovanju 3 gostje. To so strokovnjakinje, ki vsaka na svojem področju svojega dela se srečuje z tudi varovanjem duševnega zdravja in svoje izkušnje pri delu z različnimi populacijskimi skupinami, tako otroci, njihovimi starši, mladimi, pa tudi odraslimi, nam bodo torej danes predstavile. To bodo danes z nami torej sogovornice magistra Alenka Stršen-Fras iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru. Gospa Klavdija Mirič, vodja programa projektno učenje mladih odraslih PUMO iz Andragoškega centra oziroma Andragoškega zavoda Maribor, ter pa magistra Suzana Kert, torej zdravnica v ambulanti družinske medicine iz Zdravstvenega doma Maribor. Toliko za uvod in k prvi predstavitvi, kar vabim magistro Alenko Stršen-Fras, da nam predstavi svojo predstavitev. Gospa Fras, če si mikrofonček, ja. Hvala. Pozdravljeni. Jaz nisem točno vedela, kako se naj lotim današnje predstavitve, 15 minut časa, pa sem se nekako se bom osredotočila na to, da povem nekaj o tem, kdo smo in kaj delamo in pa kaj pravijo raziskave in kako smo se mi nekako prilagodili na te spremenjene pogoje dela. Tako da upam, da bo to dovolj zanimivo za vas, današnje poslušalce. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, torej ni zdravstveni zavod. Ustanoviteljica in glavna financerka je Mestna občina Maribor in delamo pa poleg za Mestno občino Maribor še za več kot 20 okoliških občin. Če pa je danes tema tudi neenakost na področju dostopnosti oziroma teh storitev, pa lahko rečemo, da je tukaj seveda za občine, ki se ne, kateri župani se ne odločajo za naše storitve, so pač otroci in njihovi starši v enem deprivilegiranem položaju, ali pa tudi, če se odločajo, pa je ta znesek manjši, včasih potem tudi zmanjka denarja za izvajanje storitev. Mi letno z 11 strokovnimi delavci sprejmemo 2000 ali tudi do 2500 občanov, v največji meri osnovnošolskih otrok, manj predšolskih, manj srednješolskih in nekaj odraslih. Največkrat se pri nas oglasijo zaradi učnih težav, vemo pa, da so danes pojavnosti velike, tako da je tudi poleg učnih težav so druge težave zraven. Potem zaradi čustvenih težav, to so že leta in leta v porastu, zaradi vedenjskih težav povezanih s hiperaktivnostjo, seveda pa delamo tudi druge storitve, kot so delo z nadarjenimi učenci, preverjanje pripravljenosti za šolo pri šolskih novincih in pa veliko izobraževanja, delavnic, seminarjev. Nekaj od teh bom jih predstavila v nadaljevanju.
Torej, kot naše ime samo pove, smo namenjeni otrokom in mladostnikom, staršem in pa tudi svetovalnim delavcem, učiteljem, vzgojiteljem, tudi vodstvenim delavcem. Smo pa že kar dolgo na sceni, drugo leto praznujemo 70-letnico, tako da mislim, da imamo neko tradicijo prenosa znanja in izkušenj, pa seveda tudi se ves čas trudimo slediti najnovejšim trendom. In jaz bi samo čisto na kratko iz ene pregledne raziskave, ki je izšla pred par meseci. Zanimiva mi je pač, ker je res velik numerus raziskav, tako da je skupno število zajetih otrok 54 oziroma skoraj 55 tisoč do 19 let, povprečje 11-letnikov. In iz tega izhaja, da je bila, največ se je pač proučevalo anksiozne in depresivne težave v času lockdowna oziroma zaprtja države, ali kako se to prevaja. Največ pokazalo se je, da je prevalenca anksioznosti bila v različnih raziskavah od 1,8 do 49%, kar je veliko. Porast bi naj bil nekje več kot 20%, je ocena za Slovenijo. Ne vidim točno, ker je pri 13% otrok je izrazita anksioznost in tudi večja verjetnost je, če se otrok veliko poslužuje zaslonske tehnologije. In zdaj, to so ravno stvari, s katerimi smo se mi srečevali v času lockdowna. V času prvega lockdowna smo bili kar malo, res bolj vase potegnjeni, smo delali od doma, ampak v vseh naslednjih, predvsem v tem daljšem, pa smo ves čas bili odprti in delali potem, tako kot je delal velik del strokovne javnosti po svetu, smo delali na daljavo. Tako da smo se v bistvu ves čas srečevali z otroci, mladostniki in njihovimi starši, tako ali drugače. In mi smo res opažali, da je veliko več anksioznih mladostnikov in otrok, kot jih je bilo pred korono. Tudi depresivne motnje so se povečale, tu imate napisane podatke za otroke in mladostnike v svetu. Več je bilo motenj spanja, v bistvu kar polovica mladostnikov je šla spat 1 uro kasneje, zbujali so se kasneje, seveda pa so se tudi prejšnje motnje reaktivirale, predvsem motnje hranjenja, ampak s tem mi nimamo, prvenstveno se mislim ne ukvarjamo, se pa včasih pač pojavljajo tudi zraven drugih težav. Več simptomov nepozornosti, hiperaktivnosti, seveda pa je bilo z lockdownom povezano tudi občutek osamljenosti, razdražljivosti, zdolgočasenosti, to, kar smo tudi vsi pri sebi opažali. Iz te pregledne raziskave je razvidno, da če je zaprtje države trajalo 3 mesece, da se je pokazalo po mnenju staršev 10% več učnih čustvenih težav, 20% več simptomov ADHD-ja in 35% več vedenjskih težav. Mi pa vemo, da smo imeli zaprtje države pri nas več kot 3 mesece, tako da so ti podatki za nas relevantni. Več težav so kazali, predvsem čustvenih, vedenjskih in ADHD simptomov so kazali otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. Za njih je bilo v tem času še posebej težko, ker je bilo manj dostopnosti do podpore in terapije v šoli. Zdaj, to, kar je zanimivo za nas danes, je to, da so bili v tej raziskavi nekako so se dobro pokazali, kaj so pa zaščitni dejavniki in kaj so dejavniki tveganja za pojav težav v duševnem zdravju pri otrocih in mladostnikih. Dejavniki tveganja so pomanjkanje rutin, ki so se nam porušile, več težav pri dekletih v obdobju mladostništva, torej manj v otroštvu, več v mladostništvu, pretirana izpostavljenost informacijam o covidu, pa seveda medijem nasploh. Mi vemo, da otroci so bralci časopisov, tudi vse, če berejo samo prvo stran, naši naslovi na prvi strani so bombastični, komunikacija je marsikdaj neprimerna.
kar je tudi priporočilo za seveda še za nadalje, da je potrebno, da imajo otroci in mladostniki prilagojene informacije. Potem pojavnost obolelih v okolici in pa če so bili sorodniki zaposleni v službah povezanih s COVID-om. Zaščitni dejavniki so vse vrste rutin, dobra komunikacija v družini, neveliko pogovora, podpora in pa primerna igra in prostočasne dejavnosti. In to se mi zdi, da smo ves čas, tudi mi in tudi medije, tudi NIJZ se veliko delalo na tem, da se je poudarjalo, kaj je potrebno v družini početi v času zaprtja. Zdaj, dolgoročni učinki pandemije še niso znani. Jaz mislim, da so nekatere stvari se bodo kazale šele čez čas, pa še leta. In da bi to moralo biti nekako prioriteta, o tem smo že slišali v uvodnih nagovorih. Potrebno je seveda tudi poudariti, da lockdown ni imel negativnih vplivov na čisto vse otroke. 31% je imelo manj težav, so se lahko prilagodili, so imeli neke coping mehanizme, predvsem so bili to približno stari 9-10. Tudi so imeli celo boljše odnose v družini, ker so se jim starši lahko več posvetili, imeli so občutek varnosti, bili so umirjeni. In zato se pač pokazalo, da je ustrezno neko družinsko okolje, starševski ustrezni stili, primerni načini komunikacije, torej več pogovora, več preživetega skupnega časa in tudi, da starš modelira načine spoprijemanja s stresom, da je to nek zaščitni dejavnik. In zdaj, kaj se je seveda zgodilo, vsi smo se prilagodili, smo svetovali tudi in izvajali tudi terapije na daljavo, ki je seveda dostopnejša, cenejša, manj ovire, seveda ne za vse, tudi za tiste, ki so manj pismeni, informacijsko, ki kažejo nek odpor in so pač mogoče kakšni kulturno drugačni, je bilo več težav. To, kar se mi zdi pomembno, zdaj, če lahko nekaj se kar strinjam z napisanim, da država tisto, ki mora poskrbeti, da se uravnoteži ta potreba po varnosti, zdravju otrok, ampak tudi po tem, da so zaprtja čim krajša, da se omejijo psihološke posledice in to se pri nas ni zgodilo. Mi smo imeli res zelo dolgo zaprtje, ni se videlo konca in jaz mislim, da je to tudi en del problema, da imamo danes še kar naprej in še bomo imeli naval na naše storitve. Zdaj, država mora tudi poskrbeti za večje financiranje ustanov, vidimo, da se odpirajo centri za duševno zdravje, ampak se mi zdi, da je treba poudariti tudi, da morajo ti ljudje nekaj znati, ker če se dam v kožo svetovalnega delavca na šoli, napotiš otroka v zunanjo inštitucijo, kjer pričakuješ ustrezno pomoč in tudi največkrat psihoterapijo ali pa res neke storitve, ki bodo otroku, da se bo lažje spoprijemal. Zdaj, zakaj to govorim? Zato, ker mislim, da je Cool Kids eden izmed programov, ki smo ga v času epidemije uvedli v naše storitve v okviru projekta Ministrstva za zdravje z vodečim partnerjem, svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Poleg nas in njih pa sodeluje še Zdravstveni dom Velenje in Zdravstveni dom Ljubljana in zdaj smo v teh 4 centrih, ki vidite tukaj, ekipa, tako nekako 12-13 psihologov, ki smo se usposobili v tem času za vodenje programov Cool Kids, ki je program Univerze Macquarie Sydneyja, torej avstralski program, že od leta 1993 se izvaja, je pa leto 2020 bila druga izdaja. Trenutno se to izvaja tam nekje v 24-25 državah sveta, tudi tu v bližini naši Skandinavija, Italija, Islandija, torej v evropskih državah. Je zelo strukturiran program, 10 ali mogoče kako dodatno srečanje, zelo usmerjen na veščine, temelji na vedensko-kognitivnih pristopih, zato ga lahko izvajajo samo akreditirani terapevti, ki imajo to usposabljanje za sabo iz osnove VKT-ja, ampak tudi narejeno usposabljanje za Cool Kids in pridobljeno akreditacijo. Torej, to smo naredili, med lockdownom smo prevedli tudi gradivo
in tako dobili kvalitetni program za otroke od 7. leta naprej, Cool Kids, in program Child za mladostnike do 17. leta, za tiste, kjer je anksioznost srednja diagnoza in ima anksioznost pomemben vpliv na njihovo vsakdanje funkcioniranje. Se pa trudimo, da ne damo v skupino mladostnikov ali otrok, kjer gre anksioznost je le pridružena motnja, pa so v ospredju recimo izrazite depresije, samopoškodovanja ali pa vedenjski odkloni, ali pa če dlje časa ni zmogel iti v šolo, če res ni motiviran. Zdaj, mi smo to delali v času lockdowna individualno, ker je bilo prepovedano zbiranje, zdaj smo pa začeli še s skupinami. Je pa program, ki je res vredo tudi grafično delovni zvezek, in tu je recimo en primer iz delovnega zvezka, kaj se učimo, torej učimo se veščin na nivoju misli, ker gre za to, da iz bolj nekih disfunkcionalnih prepričanj in idej se jih učimo bolj realističnega razmišljanja, da spreminjamo vedenje v smeri manjšega izogibanja in pa da se učijo tudi tehnik morda sproščanja, relaksacije, če gre za izrazite telesne simptome. Torej, lahko se izvaja za družine, pri mlajših otrocih delamo skupaj s starši, individualno ali v skupini, pri mladostnikih pa delamo samo z mladostniki, pa so starši občasno posebej vabljeni, ker v tem obdobju več nimajo toliko velikega vpliva na rezultat terapije. Tu je, vidite, da so srečanja zelo strukturirana, točno je treba delati na vsakem, tu je samo tako malo kot, da vam pokažem, kako izgleda. Zdaj, v vseh 4 centrih smo delali v tem zadnjem letu individualno, zdaj pa začenjamo s skupinami. Neka spletna stran je, coolkids.si, mislim, da je, tako da lahko več informacij dobite na tej spletni strani in razmislite tudi, če boste predlagali koga za delo v taki obliki. Drugo, kar delamo, program Neverjetna leta, se mi zdi, da je tudi fajn povedati, da ga delamo zaradi tega, ker smo ga delali skoraj sem rekla med epidemijo online. In to, veste, to pa res ni bilo enostavno, kajti to so starši, ki so vključeni v ta program, ki imajo otroke z vedenjskimi težavami v predšolskem obdobju. In je zelo intenziven program, ki traja 15 do 20 tednov. Zdaj, v samem programu Neverjetna leta tudi lahko na spletni strani neverjetnaleta.si preberete več o teh ali pa celo na incredibleyears.com. Kaj mi počnemo v Sloveniji? To, kar je zboldano, se zdaj izvaja osnovni program za predšolske otroke v večini centrov, več kot 10 nas je v Sloveniji. Mi smo samo eden izmed pridruženih, glavni vodja programa je Mala ulica v Ljubljani in pa pediatrična klinika pod vodstvom dr. Marije Anderluh. To, kar bi rada poudarila, pa je to, da so se ravno v tem tednu, mesecu začeli program tudi za šolske otroke, v nekaterih centrih, tudi v Mariboru bomo začeli čez kak mesec, in pa da imamo v usposabljanju tudi strokovno delavko, ki bo delala program za učitelje. Se pravi, da smo kar razširili ciljno skupino, to se da vse prebrati. Mogoče bi sem to povedala, da je to dejansko še eden evidence-based program, poleg Cool Kidsa, ki sem ga prej omenila, in da se mi zdi pomembno povedati to, da smo zdaj, tako kot je tudi sama avtorica programa, gospa Webster Stratton, povedala, da so v času lockdowna vse počeli nadaljavo, tako smo tudi mi počeli trening nadaljavo ali pa nek hibridni model, ko smo bili malo skupaj, malo narazen, pa sodelavca sta delala, da so nekateri bili tam, pa nekateri doma. Skratka, to je delo, ki je bilo kar res zahtevno. Tu je nekaj utrinkov, vključenih je 8 do 12 udeležencev,
je pa res strukturiran program in tedensko 15 ali 20 tednov, odvisno za kateri program se vodje odločijo, po 2 uri, kar je, če si predstavljate, da imate malega otroka z vedenjskimi težavami, ker težko zagotovite varstvo, je to kar veliko obremenitev, zato morajo biti starši res zelo motivirani. In če nam napotijo starše, recimo preko CSD-ja, je treba res dobro se predpogovoriti, ali starš sploh to zmore si trgati toliko časa, drugače nima smisla. To je program, kjer se dela veliko z diskusijo, z igro vlog, z učenjem problem solvinga, zelo malo je poučevanja v smislu tega transmisijskega modela, da bi mi s kolegom nekaj razlagali, oni bi pa zapisovali, ampak je dejansko več modelnega učenja, diskusije in tako, kot sem rekla, igre vlog. In je od staršev zahtevana zelo velika aktivnost v smislu vaje, veščin, vsakotedenskega prenašanja teh veščin v prakso. Zdaj, v našem centru smo mali, fleksibilni in zato smo se lahko tudi v času lockdowna prilagodili in smo šli kar nadaljavo delati tudi supervizijo za učitelje, ker so bili učitelji in šolski svetovalni delavci nekateri kar v stiski, da smo tudi program za učence z disleksijo tako izvajali, da smo na novo postavili en trening za izboljšanje branja za 4. in 5. šolce nadaljavo s pomočjo prostovoljcev prve gimnazije in študentov, največ psihologije, da smo delali online tudi učenja in učimo se učiti, da smo delali program HOPS za izboljšanje organizacije, načrtovanja in drugih izvršilnih funkcij za otroke z ADHD, in pa da delamo tudi šolo za starše, ki nimajo vedenjskih otrok, torej tak bolj nizkopražni program in pa druge delavnice, predvsem po naročilu, kaj je pač problem v neki sredini razredni, največkrat se tiče socialno-emocionalnega učenja, težav v komunikaciji, asertivnosti, pa tudi nekemične odvisnosti. Zdaj v vseh teh letih smo kar nekaj naredili tudi publikacij, ki so na voljo na naši spletni strani in jih lahko brezplačno si pač pogledate in jih tudi sprintate. Namenjene so za starše ali strokovne delavce ali tudi nekatere za otroke in mladostnike, in sicer o učnih težavah, o starševstvu, pa o odklanjanju šole, kar je bil tudi en projekt svetovalnih centrov par let nazaj, in pa o anksioznosti, jezi in težavah z uporabo zaslonske tehnologije. Se pravi, da lahko daš staršem tudi neko v roko, da si lahko najprej preberejo, pa se potem tako lahko lažje zagovarjajo svojega otroka ali postavljajo svoje cilje ali bolje razumejo svoje in otrokove težave. Tako tu se mi zdi, da imamo tudi kar rezerve vsi skupaj, da je tega gradiva včasih premalo. Ok. Upam, da je časovno šlo skozi. Kako vprašanje? Ja, hvala lepa za predstavitev, magistra Šešelj Fras. Lepo ste v bistvu predstavili tudi vaše prilagajanje vašega dela v času teh omejitvenih ukrepov in zaprtja šol. Mislim, da je to pač toliko, kot ste opisali, bil en res velik izziv za vas, seveda kot odgovor na to, kaj se je dogajalo v bistvu z otrokom in pa njihovim staršem. Jaz bi vas lepo prosila, če ostanete z nami do konca, ker bi mogoče takrat imeli še kakšna vprašanja, ko boste vse 3 sogovornice v bistvu naredile predstavitve. In ob tej priložnosti tudi vse vas udeležence, prosim, če so kakšna vprašanja, da jih zapišete v chat, pa potem v bistvu lahko zastavimo našim predstavitev. Tako, sedaj pa v bistvu vabim k besedi gospod Klavdijo Mirič iz programa Projektno učenje mladih odraslih na Andragoškem zavodu v Mariboru za svojo predstavitev. Lepo pozdravljeni. Najprej bi se zahvalila za povabilo na ta dogodek. Veseli smo, da ste nas povabili k sodelovanju.
Zdi se nam, da s programom projektno učenje mlajših odraslih pomembno prispevamo k izboljšanju duševnega zdravja mladostnikov, zlasti tistih najbolj ranljivih, ki so zelo potrebni pomoči. Zdaj tako, jaz bom delila zaslon, upam, da bo vse ok, tako kot mora biti. Tako. Upam, da se zdaj tole vidi. Ne, ni še. Ne, samo malo, potem pa damo še enkrat. Ja, tukaj moram, evo, pa share. Zdaj bi pa moglo biti, je? Ja. Tako, Zdaj pa date prezentacija. samo na polno. Na veliko dam, tako. Samo malo. Evo. Super. V redu. Tako, zdaj program projektno učenje mlajših odraslih bi jaz najprej na kratko predstavila, kaj delamo in kako, pa potem malo več pozornosti namenila temu, s kakšnimi težavami v duševnem zdravju se srečujemo mi oziroma naši mladostniki vključeni v program, še morda tudi na koncu kaj o tem, kako pa je z dostopanjem do pomoči. Tako, PUMO je program za mladostnike med 15 in 26 letom, ki se v program vključijo po napotitvi svetovalke Zavoda za zaposlovanje, šolske svetovalne službe včasih, tudi centra za socialno delo oziroma svetovalk. Včasih pridejo tudi sami, napoteni strani staršev ali so slišali od prijateljev za naš program. 20 oziroma 21 let program že obstaja, oblikoval ga je Andragoški center Slovenije, Andragoški zavod Maribor, smo pa ena od 12 izvajalskih organizacij, ki ta program imamo in smo tu v Mariboru, Podravju edini, ki izvajamo program. Na leto vključimo približno tam 50 do 60 mladostnikov, v skupini jih je pa ves čas med 15 in 25, se pa skupina ves čas spreminja, ker se lahko mladi vključijo kadarkoli med letom. Program je torej namenjen mladim, ki so na nek način izpadli iz šolskega sistema, se pravi, nimajo končane srednje šole, torej nimajo poklica, se težko zaposlijo in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. V programu mladi pridobivajo skozi različne aktivnosti, znanja, veščine in pa pomembne izkušnje, da se opolnomočijo za uspešnejšo vključitev na trg dela ali pa vrnitev nazaj v šolo oziroma dokončanje šole. Predvsem pa veliko spodbude nas, mentorjev in pa vrstnikov v skupini. Glavna cilja programa sem že omenila, to je predvsem vključitev v izobraževanje oziroma ponovna vključitev v šolanje in dokončanje šole ali pa zaposlitev mladostnika, seveda tudi vključitev kakšne druge krajše oblike izobraževanja in usposabljanj šteje kot uspešno dosežen cilj naših udeležencev. Je pa ob tem seveda še en kup drugih ciljev, ki jih zasledujemo, kot je recimo spodbujanje k temu, da so aktivni, da so samoiniciativni, da se spoznavajo, raziskujejo svoje sposobnosti, svoje potenciale, razvijajo svoje talente, da seveda razmislijo, kaj si sploh želijo in si ob pomoči mentorjev zastavijo cilje, tudi načrtujejo korake do uresničitve teh ciljev, pa tudi, da se seveda vključijo v družbo, postanejo polnopravni člani, aktivni in torej, da naredijo nek korak naprej. Zdaj, aktivnosti so zelo raznolike, lahko pa jih razdelimo v 3 ključne vsebinske sklope, in sicer karierno načrtovanje in oblikovanje poklicne identitete, kam želim, kakšen poklic si želim, izbira šole, pomoč pri vpisu, prepisu, dokončanju šole, načrtovanje poklicne oziroma karierne poti, vstopanje na trg dela. Drugi sklop je izboljšanje splošne poučenosti in tretji je osebna rast in napredovanje ter oblikovanje trajnostnega in zdravega življenjskega sloga. Metode dela so zelo raznolike,
Večji del delamo skupinsko, se pravi timsko delo, kjer mladi med seboj sodelujejo, se tudi drug od drugega učijo, sami pripravljajo aktivnosti in vsebine in na nek način sooblikujejo program, tako da imamo različne interesne dejavnosti, projektno delo tudi, se pravi 2 do 3 projekte izpeljemo na leto skupaj z mladimi, kjer pa razvijajo čisto konkretne praktične veščine in pridobivajo kompetence, zaradi katerih so tudi bolj zaposljivi. Pa so tu še redne dnevne aktivnosti, od jutranjih animacij, tedenskih evalvacij, dežurstev, pospravljanja in podobno. Del našega dela z mladimi je pa individualno delo, kjer pa mladi zasledujejo svoje cilje. Vsakim od njih namreč naredimo individualni načrt, vidimo, kje potrebujejo pomoč in na teh svojih ciljih potem delajo sami ob pomoči mentorja. To je lahko učenje za izpite, to je lahko pomoč pri vpisu v šolo, iskanje zaposlitve, ne vem, ukvarjanje z nekim interesnim področjem, recimo slikanje, raziskovanje, pridobivanje novih znanj. Poudarek pa je na izkustvenem učenju. Se pravi, veliko in predvsem praktično delo, kjer mladi aktivno sodelujejo, torej in se izkustveno učijo. Zdaj, kdo so udeleženci programa PUMO? Mi jim rečemo PUMovci, to so ranljivi mladostniki z veliko prtljage, mi temu rečemo, ki prihajajo iz nespodbudnega okolja, nespodbudnega družinskega okolja, pogosto iz nefunkcionalnih družin, tudi iz socialno šibkega okolja, zaznamovani so z izključenostjo, slabo samopodobo, številne zdravstvene težave so prisotne, smo danes že poslušali o migrenah, tudi kakšne resnejše kronične bolezni že, sicer pa so zelo pogoste težave v duševnem zdravju. Pa da ne bom tako negativna, ti mladostniki, ki prihajajo k nam, morda v formalnem izobraževanju res niso bili uspešni, imajo težave morda v vsakodnevnem funkcioniranju, ampak v takšnih programih, kot je PUMO ali v kakšnih drugih neformalnih programih, so pa lahko zelo uspešni. Prihajajo z mnogimi talenti, nekaterimi že izraženimi, pri nekaterih jih mi odkrijemo in na sliki so naši trije zdaj že bivši udeleženci, Aleks, Anže in Martin, ki so se na PUMO vključili v glasbene delavnice in 2 od njih sta se že prej z glasbo ukvarjala, Anže pa je na PUMO prvič poprijel za kitaro, se tako navdušil, da se je po zaključku programa vključil v glasbeno šolo, danes pa se uči že drugega inštrumenta, kolikor vemo harmonike, in mu to predstavlja veliko veselje. Fotografija je pa iz festivala Lent, kjer so se naši udeleženci, ki so se na teh glasbenih delavnicah povezali v PUMO band, tudi predstavili in imeli svoj koncert. En tak primer uspeha, v neformalnem programu. Povedala sem, da imajo naši mladi pogosto težave v duševnem zdravju, kar večina njih. Pogoste so čustvene težave, slabi odnosi, veliko konfliktov, zelo nizka samopodoba, težko se spoprijemajo s problemi, s stresom, pogoste so pa tudi že resnejše težave, od anksioznosti, paničnih napadov, ki jih kdaj doživijo tudi pri nas v skupini, depresije in podobnih duševnih težav. Tudi tako destruktivno vedenje, od samopoškodovanja, motenj hranjenja, samomorilnih misli, bega v odvisnosti, se pravi od prepovedanih substanc do alkohola, do digitalnih odvisnosti, vse to zelo dobro poznamo. Morda povem še tole, lockdown je bil večkrat omenjen in pa porast duševnih težav pri ljudeh, sploh pri mladih v tem času, lahko potrdimo tudi pri nas, naši udeleženci so imeli v tem času precej več težav, veliko je bilo anksioznosti,
Mnogi se v tem domačem okolju niso znašli, nekaterim vsakodnevni odhod v program PUM-o tudi pomeni en pobeg iz tega nezdravega in nespodbudnega okolja in mnogim je to precej manjkalo. Tako da so se te težave pri njih v tem času še povečale. Zdaj, kako program PUM-o mladostnikom pomaga pri izboljšanju duševnega zdravja? Jaz bi rekla, da z vsem, kar počnemo v skupini, z vsemi aktivnostmi, najprej pa seveda tu ta občutek vključenosti, da potem, ko so izpadli iz sistema, iz šolskega sistema, ponovno nekam spadajo, da so del ene skupine, ene skupnosti, kjer je spoštovanje in razumevanje na prvem mestu in sprejetost, kjer ti mladi gradijo zaupanje, s katerimi imajo sicer težave, zaupanje do vrstnikov, do drugih mladih, do nas, mentorjev, odraslih nasploh. Veliko spodbude dobijo in občutka, da so slišani. Pri nas te težave v duševnem zdravju niso tabu tema, o tem se veliko pogovarjamo v skupini in tudi z vsakim posebej, zaslutimo, prepoznamo težave in smo veseli, kadar zmorejo o tem spregovoriti. To je tudi prvi korak temu, da se jim pomaga. Pridobijo v programu tudi znanja z področja duševnega zdravja, imamo delavnice na to temo, sodelujemo recimo z Centrom za krepitev zdravja, pa Zdravstvenim domom Adolfa Drolca, zdravstveno vzgojo, ki za naše mlade izvaja delavnice. Potem precej časa namenimo aktivnostim za zdrav življenjski slog, kar pomeni, da se veliko gibamo v naravi, hodimo na športne aktivnosti, zdravo prehrano, enkrat na teden si tudi pripravimo, skuhamo zdravo malico. In tu na desni je fotografija naših udeležencev s pohoda na Kalvarijo. Lahko vidite, mislim, da se kar po sliki vidi, kako jim svež zrak in gibanje v naravi dobro dene. Usmerjenost v cilje tudi pripomore k temu, da nekako začutijo malo nekega optimizma, da dobijo spodbudo, da se lotijo korakov do ciljev. Z aktivnim vključevanjem, sodelovanjem v projektih in majhnimi temi rezultati ali pa uspehi pridobijo pozitivne izkušnje, vidijo, da zmorejo in znajo in izboljšajo samopodobo. Seveda pa ob porastu teh težav v duševnem zdravju tudi mi iščemo strokovno pomoč izven programa, namreč mentorice, 3, ki delamo z njimi, nismo strokovno usposobljene za nudenje pomoči pri večjih težavah, tako da sodelujemo z različnimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Omenila sem že prej Zdravstveni dom, Center za krepitev zdravja, za brezplačno psihološko svetovanje pa naše mlade tudi napotimo recimo na Center Mentalis, pa na društvo Indianes in še kakšne druge organizacije. Lahko povem, da opažamo, da so mladostniki zadnja leta precej bolj osveščeni o težavah v duševnem zdravju, da vejo, da znajo povedati, kakšne težave imajo. Nekateri že celo svoje diagnoze povedo ob vpisu, ne vem, sem anksiozen, depresija in tako naprej. No, mi jih pa potem, ko zaznamo, da gre za resne težave, napotujemo po pomoč tudi drugam. Tole bi mogoče jaz preskočila, pa se vrnemo na koncu. Dostop do pomoči in razlike pri tem dostopanju mi zelo močno občutimo in opažamo pri naših mladih, sploh zato, ker so to mladi, ki so nekako izpadli iz sistema, nekateri niti zdravstvenega zavarovanja nimajo urejenega in težko pridejo do ustrezne pomoči. Na eni strani je pomanjkanje informacij, se ne znajdejo, ne vejo kam, koga vprašati, kaj sploh obstaja.
Na drugi strani so tu še vedno, kljub boljši ozaveščenosti, predsodki in strahovi, psihiater je groza, strahovi pred zdravili. Nekateri imajo že izkušnje, so bili obravnavani pri psihiatrih, pedopsihiatrih, celo hospitalizirani že zaradi duševnih težav. In tudi nimajo vsi prav dobrih izkušenj. Mnogi so tudi opustili zdravljenja in tako naprej. Velik problem so dolgo čakalne dobe, tako da tam, kjer uspemo mladostnika prepričati, da začne iskati strokovno pomoč, potem naletimo na ta problem, da čaka na prvi termin, vmes si že premisli, strah se znova pojavi in smo včasih spet na začetku. Tudi enkrat mesečna obravnava pri psihiatru je absolutno premalo. To tudi sami povejo, tisti, ki obiskujejo to pomoč. Zelo koristne bi bile za večino naših mladih psihoterapije, pa zaradi visokih cen ostajajo nedostopne za njih. Je pa seveda prvi korak, da se nekaj premakne pri njih, njihova notranja motivacija, ki pa jo skušamo zbuditi. Pri nekaterih smo uspešni, pa lahko veliko naredijo, tako kot deklica na sliki, to je Marisa, ki se nikoli ni dovolila slikati od spredaj, zato je slikana lepo od zadaj, ampak to je ena deklica, ki pa je uspela narediti en velik korak in iz zelo slabega, takega čustvenega stanja, tudi duševnih težav, danes uspešno zakorakala na trg dela, se zaposlila, predtem pa opravila 3-tedensko prostovoljsko delo na jugu Italije v enem migrantskem centru. Tako, jaz bi zdaj gospo Anjo vprašala, še zadnji slajd, to je pa en zapis našega udeleženca, zdaj že bivšega Mitje, po čem si bo zapomnil program PUMO. In pa slika, ki je nastala spet na enem od naših pohodov za skupino. Vprašam še gospo Anjo, če še imamo čas, 2-minutni video še imam pripravljen, če bi ga Lahko, veljalo mislim, da si pogledati. vzamemo ta čas, ja. Ja, zdaj samo upam, da bo z zvokom vse v redu. Video je pa nastal na našem taboru z naslovom Zdrav duh v zdravem telesu. Vsako leto zdaj že poskušamo izvesti en tak tabor na Pohorju za krepitev zdravja in posnel ga je oziroma zmontiral iz posnetkov, ki so na taboru nastali, naš udeleženec takratni, Mitja, to je bil tudi njegov osebni učni projekt, ker se je rad ukvarjal z videom. Mitja je pa tak fant, ki je zelo na hece in je tudi ta video tak zabaven in simpatičen in prikazuje tabor skozi njegove oči. Se mi pa zdi, da ta video tako nazorno prikazuje, kaj eno tako 5-dnevno bivanje mladih v naravi, ko se gibljemo, ko smo v stiku z naravo in stiku s tabo, pomaga, kako jih okrepi in opolnomoči, pa boste videli te vesele in zadovoljne obraze. Jaz vedno rada pogledam, pa se spominjam teh trenutkov. Zdaj pa poskusimo, jaz bom kar tukaj poskusila. Video se odpira, objavljen je na našem YouTube kanalu. Samo vprašam, če se sliši zvok. Ne. Hvala. Kako so bili izkušnje slapa? Pa ker mokro je bilo, ampak super. Tvoja izkušnja? Slapom. Amazing. Nasmeh za kamero. Opo! Špiro, zdaj čist.
Pomahaj. Druga površina. Ja, bravo. Kaj pa? Voham les. Ja, kaj naj povem? In kako se počutiš biti slep? Glede na to, da smo navajeni vseh 6 čutov, je to, da nekega oziroma da enega izgubiš, v bistvu neka izkušnja in te da vedeti, kako je lahko ljudem z takšno okvaro, v bistvu, ki ne vidijo. Tako da je neki doživljaj. Kdaj bomo večerja za jest? Super, hvala. Gospa Mirič, res za to slikovito predstavitev. Vidi se, no, da res delate z takimi dokaj ranljivo populacijo mladostnikov, no, in se vidi, da pri njih potem z svojim delom lahko naredite neko iskrico, no, za motivacijo za naprej, no, tako ste rekli, ali za šolanje ali za druge aktivnosti. Zdaj, tako sem že rekla pri prejšnji sogovornici, bi vas lepo prosila, če ostanete za kakšno vprašanje še do konca. Bi vas pa sem na tem mestu še vprašala, omenili ste, da v času teh omejevalnih ukrepov je bil PUMO zaprt, če sem prav razumela? Ne, Ne? tudi mi smo izvajali program nadaljavo. Aha, nadaljavo. Torej ste bili v stiku z mladostniki nadaljavo. Ja. Dobro. To pa zaenkrat to, bi zdaj pa predala še besedo naši tretji sogovornici, magistri Suzani Kert, zdravnici v ambulanti družinske medicine, da nam predstavi še vidik odrasle populacije pri iskanju pomoči v primeru duševnih stisk. Namreč družinski zdravnik je običajno tista prva kontaktna točka, no, kamor se pač oseba z težavami obrne. In še velikokrat pride do tega, da so tukaj pojavijo kakšni telesni simptomi, ki maskirajo, ne, te duševne težave in je to potem delo za takim pacientom še poseben izziv. Tako da bi sedaj povabila, no, dr. Kertovo k besedi, da nam malo predstavi tudi svoje izkušnje. Gospa Magajna, hvala. Povejte mi, če se vidi prosojnica. Se in sliši, ja. Hvala. Kratka, po otrocih in mladostnikih smo pri odraslih. Sama delam 30 let v ambulanti družinske medicine, oziroma to imam delovne dobe, 25 let pa delam z odraslo populacijo kot izbrana osebna zdravnica. In vam bom svojo predstavitev predstavila na 2 primerih iz ambulante, pa na enih statističnih podatkih o obremenitvah zdravnikov družinske medicine. Prejšnji mesec sem obravnavala 2 ženski, zaposleni. To je 29-letna pacientka, ki je 1. septembra prosila mojo medicinsko sestro, če ji lahko zaradi stresa v službi odprem stalež. In ko sem jo prosila, da naj mi javim, v čem je bila težava, mi je poslala mail, da ima eno stisko, ki traja že več mesecev, da gre za konflikt z nadarjeno osebo, da je ta do nje nevljuden, da pričakuje nekaj opravila, ki niso v njenih pristojnostih, da se zadeve slabše in da je sprejela odločitev, da želi prekiniti delovno razmerje. In ko je to v službi povedala, so jo prestavili iz dosedanje na drugo delovno mesto v skladišče, kar je doživela kot takšno psihično stisko, da ni več zmogla delati. Prosila je za stalež, poslala sem ji link do te publikacije NIJZ-ja, da si naj prebere, kakšne ima možnosti vplivati na svoj stres. Zanimivo je pa bilo, da mi je že drugi dan poslal delodajalec, sicer navidezno tako zelo vljuden dopis, da prosi, da mu pošljem podatke boste videli, o režimu življenja v bolniškem staležu, da je naredil prijavo na Zavod za zdravstveno zavarovanje, ker je mnenja, da je ta stalež neomejen in da naj se že tudi opredelim, koliko časa naj bi trajal ta bolniški stalež. Želim pač povedati, da danes, kot sem tudi poslušala druge sogovornike, potekajo naše komunikacije v nekem realnem življenjskem okolju in zelo to okolje vpliva na naše strokovno delo. Potem se je bilo potrebno poslati kartoteko na Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer so preverjali bolniški stalež. Nisem dobila povratne informacije, da naj bi bil stalež sporen.
Z gospo sem se pa potem še nekajkrat pogovarjala glede njenega počutja, tudi glede bolniškega staleža, tako da se je teh obravnav v enem samem mesecu nabralo za 8 ali 9 stikov zaradi ene take preproste zadeve, kot je en bolniški stalež v nekem psihičnem stresu, ki sem ga jaz kot neko akutno stresno reakcijo opredelila. Skratka, v ambulante družinske medicine imamo največkrat opravka ali z anksioznostjo ali pa z depresijo. Ko pridejo bolniki k nam ali pa vzpostavijo z nami nek stik, pridejo v nek sistem primarne zdravstvene oskrbe in v tem sistemu smo mi en deležnik. In bolniki želijo imeti do nas dober dostop, kar je en del procesa zdravstvene oskrbe. In pa želijo, da bi imeli tudi en dober dostop, ampak je treba nekaj več stvari reči o tem. Danes govorimo o neenakostih na področju duševnega zdravja. Enakost pa pravzaprav pomeni, da so neki viri zdravstvene oskrbe pravično razporejeni in da imamo mi pravičen dostop. Torej, če imamo potrebo, da lahko do tega pridemo, pri čemer pa ta dostop oziroma dostopnost ni nek enoznačni pojem, ampak po eni strani pomeni, da želimo imeti neko kakovostno oskrbo, da lahko pridemo do oskrbe v nekem razumnem času, da ni predaleč ta oskrba, da je to prilagojeno za naše potrebe. Kar se pa sreča tudi z eno dimenzijo dostopa, to je pa razpoložljivost. Kakšni so dejanski zdravstveni viri, kakšna je njihova zmogljivost in kaj ti zdravstveni viri tudi znajo. Prva spobesednica je pri otrocih lepo rekla, da morajo biti strokovnjaki ustrezno usposobljeni za pomoč. To je drugi primer iz prejšnjega meseca. Ponovno gre za to, da je gospa prosila za stalež in to, kar je rekla, da bi imela celo recept za pomirjevalo in je opisala neke neustrezne delovne razmere v službi. Je pa hkrati bil en poseben stalež, ker je 1-2-3 zatem, ko je gospa prosila za stalež, že prispel tudi dopis zasebnega detektiva, ki ga je delodajalec poslal k njej na dom, da preveri, ali ona dejansko je v staležu ali ne. In seveda, se pravi, ona je bila v staležu od 13. septembra, že 15. septembra pa je imela to kontrolo staleža. Tale detektiv pa je takoj želel tudi podatke o režimu, kakšen ima režim v času staleža in naj to nemudoma odgovorim, zaradi tega, ker je to dolžan odgovoriti on nazaj delodajalcu. Zdaj predstavljate si, da imate vi neko stisko, potem vam pa še nekdo kontrolira stalež. Pravzaprav sva se potem skozi pogovarjali, da je problem v tem, da so jim 2,5 meseca nazaj uvedli nek nov računalniški program, za katerega nimajo ustrezne informacijske podpore, hkrati pa morajo oskrbovati stranke in da enostavno v takem nekem neurejenem okolju ne funkcionira in me je prosila, da se za nekaj časa umakne, da se lahko sploh pomiri. No in gledajte, ta njena odsotnost z dela se nadaljuje na ta način, da je bila pregledana pri psihiatru in da sem že podala zanjo predlog za podaljšanje staleža, ker osebni zdravniki lahko vodimo stalež samo 30 koledarskih dni. Zdaj pa pogledajte, spet 7-8 obravnav v enem mesecu zaradi ene zadeve. Naj nadaljujem, kako to sodi nekako v kontekst moje ambulante. Kot sem rekla, sama delam 25 let in sem imela v prejšnjem mesecu upisanih dobrih 2100 pacientov in je to skoraj 120% neke nacionalne norme. Šla sem pogledat, koliko stikov z bolniki sem imela na povprečen delovni dan v prejšnjem mesecu. Zneslo je več kot 53 stikov, s tem, da naj bi osebni zdravniki delali neposredno s pacienti 7 delovnih ur na dan, ampak zaradi glavarin potegnemo to na poln delovni čas. Tisti, ki ne veste, imamo podobno kot učitelji, mi imamo 1 uro na dan namenjeno za pripravo na delovni proces, da preberemo okrožnice, študiramo strokovno literaturo. Jaz osebno delam polnih 8 ur za pacienti in sem imela pri 53 obravnavah za enega pacienta 9 minut časa na voljo. Pogledala sem, kakšni so bili podatki za Slovenijo pred desetletjem. Okrog 200 ambulant nas je takrat sodelovalo v eni nacionalni raziskavi, ki ni bila samo nacionalna, ampak smo poslali podatke na Nizozemsko, ker je sodelovalo kar 34 držav, od tega 27 iz EU. Takrat smo imeli nižje glavarine, manjše število stikov s pacienti na dan in smo takrat skoraj 10 minut časa imeli za posameznega pacienta. Slušatelji, vprašajte se,
če si vi želite, da se nekdo z vašim problemom ukvarja 9 minut. Razlog, ki ga vidijo tudi strokovnjaki iz medicinske stroke, leži v tem, da imamo v Sloveniji podpovprečno število zdravnikov. Mi imamo na 1000 prebivalcev, v letu 2018 je bil podatek 3,2 zdravnika, kar je sicer več, kot je bilo leta 2008, smo pa pod povprečjem EU. In iz tega lahko izpeljemo jasen sklep, da imamo zato tudi večje število obravnav in manj časa za bolnike. Bolnik z anksioznostjo, z depresivno motnjo ali čim drugim pa potrebuje čas za pogovor. In to je moj zadnji diapozitiv, namreč podatki neizprosno kažejo, da smo imeli v letu 2018 na 100 000 prebivalcev v EU povprečno 78 zdravnikov družinske medicine na 100 000 prebivalcev, zgornjih 5 na levi sliki so tiste države, ki imajo, vidite, več kot dovolj, oziroma bomo rekli nad evropskim povprečjem. Slovenija je imela, vidite, pod evropskim povprečjem število zdravnikov družinske medicine, pod povprečjem, kar pa vidite na desni sliki, imamo pa tudi število psihiatrov. Takrat je bilo 14 psihiatrov na 100 000 prebivalcev, v Evropi je približno bila številka 19 psihiatrov na 100 000 prebivalcev. Da potegnem pod črto. Naši pacienti imajo duševne motnje, teoretično naj bi imeli neomejen dostop vse do zdravnika prvega stika. V praksi pa prihajajo v okolje, kjer primanjkuje tako strokovnjakov prvega stika, kot tudi strokovnjakov psihiatrov. In mislim, da ti podatki govorijo sami zase, ali imamo enakost ali neenakost na področju duševnega zdravja. Hvala za pozornost. Hvala, magistra Kert. Ja, o teh neenakostih na področju dostopnosti do pomoči na področju duševnega zdravja seveda govorimo že vrsto let in z mrežo centrov za duševno zdravje, mislim, da se te stvari, ki so se nekako vseeno poboljšujejo, ampak seveda to ne gre z danes na jutri. Strokovnjake, zlasti klinične psihologe, to je dolg proces izobraževanja in se pravim, to bo pač dolgoročni proces in upamo, da bo ta dostopnost pa vendarle nekoč nekoliko boljša. Bi vas pa mogoče vseeno zdaj vprašala, se mogoče zdaj vse 3 sogovornice vključite s kamerami. Magistra Kert, kolikšnem deležu pa recimo vi ocenjujete, da bi vašim pacientom, ki pridejo s tovrstnimi težavami, anksioznimi, depresivnimi, ki ste jih omenili, koristile te psihoedukativne delavnice v centrih za krepitev zdravja kot podporna oblika pomoči? Jaz tja napotujem paciente, samo v psihoedukativnih delavnicah je prisotnih več pacientov, nekateri pacienti odklanjajo obravnavo v skupini, in pa vsekakor svetujem vse posvet za psihologi, ki jih imamo v Centru za krepitev zdravja. Ampak želim poudariti, da na ta način lahko rešujemo nekatere psihične stiske. Naprimer, če ima nekdo neko objektivno psihično stisko, da mu delodajalec grozi ali pa od njega neke nezakonitosti pričakuje, tega obravnava na psihoedukativnih delavnicah ne more rešiti. Torej, za del vaših pacientov, ki se recimo z nekimi blažjimi oblikami srečujejo, bi pa ta oblika pomoči bila primerna? Jaz se je poslužujem. No, to bi bila tudi ena oblika možnosti, kamor se lahko obrnejo pa recimo tudi mladostniki iz projektnega učenja mladih odraslih. Gospa Mirič je v bistvu povedala, da tudi sodelujejo s Centrom za krepitev zdravja, zdaj se mogoče pač mladi lahko tudi obrnejo na te delavnice. Vi ste tudi v bistvu omenili povečanje stisk v času te epidemije mladih. V bistvu, ko smo se mi že leta 2017 z vami povezali, da bi pač pri vas začeli izvajati tudi to vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike, ki se sicer po šolah in vrtcih izvaja, tudi za to populacijo otrok, ki niso šolani, oziroma mladostnikov. Že takrat ste vi omenjali pač, da je to populacija z veliko duševnimi stiskami. Zdaj ste omenili, da so se jim še povečale.
Je to bilo več v bistvu te tesnobe zaradi pomanjkanja socialnih stisk ali v kakšnem smislu? Kaj ste vi opazili? Socialnih stikov, to mislim. Ja, res je, nekaj sigurno to, ne, tem mladim skupina vrstnikov na PUM-u pomeni veliko, tudi ta dnevni stik z mentorjem. Velik problem je pa tudi v tem, da mnogi izhajajo iz takega družinskega okolja, ki je res ni prijazno do njih, skrbelo jih je, mislim, tu je nasilje, tu je zanemarjanje, tu so tudi slabe, ne vem, bivanjske razmere in kot sem že v predstavitvi povedala, včasih je za njih to, da lahko pridejo v program, nek pobeg, ne, v neko bolj zdravo in spodbudno okolje, tako da so se mnogim tudi tisti simptomi, ki so jih prej imeli, ne vem, nespečnost ali pa anksioznost, tudi depresija še poglobili, ne. Tako da se nam včasih tudi oglašali niso več, so se povsem izklopili, tako da smo pol s telefonskimi klici na različne možne načine vsaj skušali ohranjati stik z njimi, da so se potem, ko se program spet začel živo izvajati, pa vrnili. In je bilo očitno veliko olajšanje z njihove strani, da so lahko spet prisotni. Ja, očitno ta vključitev v socialno skupino je zelo dobrodošla, ne, zlasti za to populacijo. Saj v bistvu o tem ste vi že tudi magistra Sršen Fras govorili, ne, kakšne posledice je imelo to za populacijo, s katero se vi srečujete. Ste vi opazili, da v bistvu ob povratku potem ponovno v šole in pa, ne, ali pa v srednje šole, no, da so se recimo k vam obračali otroci ali pa njihovi starši zaradi povečanih stisk, zaradi tega dolgega premora brez socialnih stikov, ali ni bilo teh primerov? Ja, no, mislim, odgovor ni enostavno, ker se na nas obračajo zaradi zelo pestre palete težav. Na splošno so se otroci in mladostniki vračali v šolo v precej slabši psihični in fizični kondiciji, kar se je kazalo potem tudi v težavah s koncentracijo, z motivacijo, z neko naravnanostjo za delo in ne gre samo za luknje v znanju, tudi na drugih teh afektivnih, motivacijskih, ne, področjih je bil večji primanjkljaj. Zdaj, nekaterim je ta lockdown prišel prav, ne, se jim je zdelo okej, fajn, morda so nekateri tudi imeli boljše ocene, tudi to je treba povedati. Seveda mi se pa več srečujemo s tistimi, ki jim je to zaprtje povzročilo težave, bodisi učne, ker so imeli že prej učne težave ali pa so bile zdaj neke dodatne, zaradi pač, ker niso uspeli zapisovati, ker niso zmogli sodelovati. In dejstvo je, da se je potem zraven nacepilo še stvari, ki so bile kot posledica tega, ne. Zdaj, v veliki meri so se ljudje vračali, za katere smo mi mislili, da smo že dovolj naredili, da so bili nekako, bom rekla, dovolj obvladali vsakodnevno življenje, da so bili nekje v postopku svetovanja ali pa psihoterapije, da so bili že v redu, ne, da so dosegli neke svoje cilje, so se pa kar vračati začeli. In tudi na učnem področju, tudi tisti otroci, ki imajo v šoli maksimalno pomoč, ker to je 4 ure na teden, to je ogromno pomoči in so še starši kljub temu prihajali nazaj, tako da smo se prav čudili, kako je to možno. Zdaj, nekaterim je pa lockdown ful sedel, ne, mislim, to so predvsem socialno-fobični otroci oziroma neke druge kakšne anksiozne težave in ko je bilo treba nazaj iti, šolo je bila stiska zelo velika, ker smo bili dolgo časa stran, ne, izven in je pač to odklanjanje šole bilo dosti večje. Zdaj, mi smo se že prej ukvarjali z odklanjanjem šole in vemo, da je to bilo potrebno, zato da smo recimo enega mladostnika spravili v šolo par mesecev dela, da gre za neko postopno izpostavljanje pa sodelovanje starši, šola, otrok pa naš center. Potem pa smo nekaj naredili, pa je bil spet lockdown, ne, tako da se kar naprej smo se z enimi ljudmi matrali. Tako da zdaj v septembru imamo spet eno poplavo, mislim, prvih par tedna je bilo res, ne more v šolo, ne more v šolo, ne more v šolo, ne more pogledati, misli
misli so tipa, mislili bodo, da sem čuden, da sem weirdo, da sem nevreden, da sem slab, ne, se pravi veliko teh res negativnih misli. In jaz, raziskave, zakaj sem jih navajala, zato ker so to res velike številke, koliko je bilo porasta. In to nas res mora skrbeti, ker te stvari se ne bodo šle kar same stran. Mi moramo zdaj res imeti na nivoju države povečane dostopnost do programov, tudi takih, kot sem prej omenjala, ki so res evidence-based, pa imajo dokazano učinkovitost, ampak tudi kakih drugih manj dragih programov, ali pa manj, ki bi se lahko izvajali v šolskem okolju. Recimo ta naš program, ki sem ga predstavila, je cilj, da če bi še ga možno bilo nadaljevati v tem projektu v naslednjih letih, bi ga radi v šolski prostor prestavili. Se pravi, da bi lahko svetovalni delavci, ki bi imeli neko to izobraževanje, osnovno lahko poiskali znotraj šole tiste najbolj rizične, nekako na drugem nivoju te piramide, ne tiste z največjimi težavami, ki jih je treba napotiti na inštitucijo, ampak te nekje v sredini, ki bi jih lahko sami delali z njimi. To je naš cilj, recimo v nadaljevanju programa, ker jaz mislim, da je treba ne samo govoriti o krepiti šolske svetovalne službe, pa dati, 0,2, 0,5 ali ne vem koliko zraven, če pa dejansko velikokrat povedo, da pa delajo dosti gašenja sprotnih požarov, pa birokracije, pa vsakodnevnih akutnih težav, ne delajo pa sistematično, pa strokovno delo, to, kar si želijo tudi delati. Pa tudi ne samo, da ni časa, ampak tudi pravijo, da včasih ne vedo kaj, pa kako se lotiti zadev. Tako da se mi zdi, da bi lahko več tega se prenašalo v šole in vrtce. Lahko samo na tej točki še vprašam na tej točki, malo za udeležence, da slišijo, kakšen je postopek vključitve v te programe. Recimo omenjali ste tudi program Neverjetna leta, za predšolske otroke in za šolske otroke. Na kak način se lahko otrok in starš vključita v ta program? Jih to napotijo iz vrtca šole ali je to CSD, kot ste omenjali? Ja, Neverjetna leta so programi za starše, tako da se morajo starši prijaviti, torej starši predšolskih otrok ali starši, zdaj že tudi bomo začeli do 12 let. Na spletni strani je samo možna prijava, torej na spletni strani neverjetnaleta.js je en oddelek, mislim, prijavnica na tem. Tako da potem se to v posamezne centre prerazporedijo prijave, ker vi tam označite, v katerem kraju bi radi počeli to. Potem mi pokličemo, se seznanimo, razen če so že naše prejšnje stranke, drugače pa je potrebno vsekakor dober pogovor s starši pred tem, da vidimo, če je sploh primeren za program, ker to je res veliko dela, ampak tudi zaradi tega so veliki učinki. Jaz več kot 25 let delam in še nisem videla toliko dejansko sprememb pri starših. Ampak to je logično, če se ti 20 tednov zaporedoma srečuješ 2 uri popoldne in redno delaš domače naloge, oziroma vadiš veščine, ne smemo reči domača naloga, potem mora biti neka sprememba. Pokoj pa je seveda, da si motiviran, da prihajaš, da delaš. Če imamo z domačo nalogo cel teden hvali vedenje, eno vedenje pri otroku, pa nisi nič naredil, je tako, da si bil na predavanju, ampak dejansko je treba delati med srečanji. Tako da motivacija je tukaj pomembna. Kar se pa tiče drugih, Cool Kids, pa mislim, da je najboljše, da glede na to, da nimamo prijavnice na spletni strani, da se obrnete kar na posamezne centre, ki sem jih omenila, pa da se pogovorimo. Najboljše je, če se mislim, da se mora neka osnovna diagnostika narediti, če že ni bila kje drugje narejeno. Ja, jaz bi zdaj tu povzela to vaš, ko ste rekli, to motivacijo, ki jo rabi vsak za to, da na področju duševnega zdravja je, tudi ostale sogovornice ste omenjale, motivacija je res tisti prvi pogoj, da se neko delo na tem področju začne, in mislim, da ste to s tem lepo povzeli.
Povabila bi zdaj še mogoče zaključne besedi, če ima katera, magistra Kert, gospa Mirič. Jaz pogrešam v državi, da bi NIJZ preko mehanizmov, ki jih ima, več naredil za ozaveščanje delodajalcev, da so dolžni poskrbeti za dobre medčloveške odnose in zdravo klimo v podjetjih. Ker jaz lahko vplivam na psihično stisko, ki je na primer posledica neke bolezni, morda še nekih težav znotraj družine, na neprimerno organizacijo dela in medčloveške odnose v podjetjih, ki potem vplivajo na duševno zdravje, posebni zdravniki res nimamo vpliva. In tukaj je tako, ker jaz sem začela ravno ob razpadu Jugoslavije delati, čez palec rečeno se je to pomembno spremenilo v negativno smer. Hvala za to videnje. Ja, v bistvu vi omenjate ravno to, preventivo, v bistvu, ki se naj začne. Govorili smo tam malo v šolskem okolju, vi omenjate pač to delovno okolje in seveda za dobro duševno zdravje so ravno ta okolja tista glavna prijemališča, da do duševnih stisk sploh ne bi prihajalo, ali pač vsaj ne v takem obsegu, o katerem pač govorimo. Tako da hvala za to, ja. Še mogoče? Jaz bi morda dodala samo to, da sem vesela za današnjo konferenco oziroma to srečanje. Pomembno se mi zdi, da o tem govorimo, ker vidimo, da res je duševno zdravje postaja res en problem oziroma dostop do pomoči, težav je vedno več in dajmo še več, Hvala. Ja, hvala za to. Tako, jaz se vsem trem sogovornicam v tem drugem delu današnjega srečanja zelo lepo zahvaljujem za sodelovanje, za res izčrpne predstavitve vašega dela. Vidimo, da pač tudi konec koncev pomoči so na voljo, Drugo je seveda pač, kaj so čakalne dobe teh strokovnjakov duševnega zdravja, kot smo omenili psihiatre in pa psihologe, ampak neke oblike pomoči so na voljo in je pa treba tudi ozaveščati pač prebivalce, da so sploh dostopni in kaj je na voljo. Tako, zdaj preden zaključimo, bi vam jaz samo še tehnično povedala, da bodo potrdila o današnjem strokovnem srečanju prišla na vaše spletne naslove v roku 14 dni. In takrat bi vam zraven poslali tudi povezave do teh posnetkov, intervjujev in pa tehnike prizemljitve oziroma pač do vseh posnetkov, ki so se danes zavrteli. Prihajamo torej do zaključka današnjega srečanja in bi vam, preden se dokončno poslovimo, preden vam dokončno zaželimo lep preostanek petka in pa seveda še lepši konec tedna, za zaključek predvrteli še en posnetek z naslovom Kako si. Namreč z njim želimo prikazati mavrico različnih počutij in občutkov vseh nas in vam posredovati sporočilo, da je nekaj popolnoma normalnega in zdravega, če o svojem počutju spregovorimo in poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo. Torej o tem, kar smo danes skozi celotni dogodek se v bistvu pogovarjali. Matejo, prosim, mogoče, da nam zavrti ta posnetek. Lepo vas pozdravljamo in vam želimo srečno. Danes se počutim vznemirjeno. Ko se je začelo novo šolsko leto, sem zagnana in zmotivirana in sem vesela, da sem lahko spet med ljudmi in ne skozi doma. Ja, jaz se kar dobro počutim. Prijetno sem utrujena, ker delam same dobre stvari. Bolje, kot sem predvidevala. No, jaz sem v redu, sam se mi ne da glih biti v šoli, ampak mi je fajn, da sem spet z ljudmi v živo. Jaz se tudi dobro počutim, sam bojim se pa, če bo slučajno dol zaprl, ker takrat je bilo tako, veste. Enega drugega smo se bali, vrate zapirali, odpirali, šli smo v karanteno, vse skupaj je bilo. To se najbolj bojim.
Obenem sem cela naspidirana zaradi nekega novega začetka, ampak hkrati sem pa toliko žalostna, da je toliko hitro minila in je spet šola. V bistvu sem v redu. Naredila sem 2 stvari, ki sem jih imela danes za narediti. Mislim, da sta šli zelo solidno. Še vedno sije sonce, pot domov ne bo predolga in nekaj mi od dneva še ostane. Kaj bi lahko bilo boljšega? Danes se počutim odlično, ker je pred nami sončen in topel teden. Danes sem zelo dobro, ponedeljek se je začel čudovito, zjutraj s prehodom s psom, zdaj še nisem niti začela s poukom, tako da bom počasi začela zdaj z delom in mislim, da bo lep dan. Trenutno mogoče res nisem najbolje, ampak sodeč po izkušnjah se bo to kmalu popravilo, predvsem z dobršno mero počitka, kakšnega aktivnega sprehoda v naravo in verjetno bo kmalu spet, kot mora biti. Dovolj počitka, dovolj spanja, dolgi klepeti z prijateljicami. Ustavim se, premislim, če pa ni časa za ustavljanje in premišljevanje, pa sem začasno na avtopilotu in se k vprašanju vrnem kasneje. Zelo mi koristi dolg sprehod, hoja s palicami, redno meditiram, izvajam jogo. Mi je najbolje, če gremo na eno kavo, dobra kava, dobra družba. Jaz grem pa k sosedi, pa malo potožim, pa malo se pogovorimo, pa je dobro. Spustim glasbo in zaplešem po sobi ali pa izrazim svoje čustva skozi umetnost. Če smo žalostni, imamo skupine, ki se lepo nasmejimo in razprostimo. Ponavadi si dam glasbo na full, grem v naravo in se sam sprostim. Ko nisem v redu, žal tega pred okolico ne znam skriti. Žal tudi to ljudem kar dajem vedeti in tečnarim, govorim o svojih bližnjih, ampak v tistem trenutku, ko začutijo, da sem nekoliko na robu in mi pokažejo tisto nežnost in toplino, ki jo v tistem trenutku potrebujem, potem se moje razpoloženje zelo hitro spremeni. Veliko hodim, sprehajam svojega psa, se družim s svojim otrokom. Predvsem pa rabim čas, kot danes, ko je bilo stresno jutro, mine ura, 2, malo si preredi stvari v glavi in potem je življenje lažje. Pa skodelica zelenega čaja vedno zelo dobro dene. Kadar se počutim slabše oziroma nisem v svoji dobri koži, mi najbolj koristi sprehod s psom v naravi. Ja, jaz grem ven pa se pogovarjam z ljudmi, ko so mi blizu. Pomembno je, da si dovolim biti ne okej in potem, ko to mine, raziščem zakaj, če imam čas in voljo. Sicer pa nadaljujem življenjem. Tako. Prišli smo torej do konca današnjega srečanja. Še enkrat lep pozdrav in se vidimo ob naslednji priložnosti. Srečno! Hvala, Anja. Adijo. Adijo.